imate dobro vodo, klej. Mislim, noro, ne? Se že sam za to splačal? Ja, stari. Kva še le kofe. Ej, dec, lepo, da smo se ujela. Jaz upam, da tele zadeve zdaj funkcionirajo. Ja. Lepo ure nam je vzeli, da so se Dobro, jaz mislim, da bo. ampak mislim, da bo, ne. Ej, povej, kje sva pa po koliko cajtu? Najprej mašina, hvala spet za povabilo. Jaz tega sem se res ful veselil, to moram najprej povedati, da sem se res ful veselil, ker že prvič sem se imel vrhunsko, ker tista urca je minila takole. Ok, nisi preveč trpel, to mi je všeč. Ne, definitivno ne in nedvomno bomo tudi danes po moje kaj produktivnega povedala. Kje smo? Smo v našem džimu, oziroma moj, nam rekel drugi dom, ampak moj prvi dom skoraj že. Skratka, studio Forma Natura. Klele smo zdaj v parih letih kar razrasla ena taka lušna ekipca, kjer smo zajeti noter od trenerjev, kinezologov, fizioterapevtov, maserjev, pač res en tak holistični pristop, tako da dosti bolj individualna zgodba, se pravi, ni to nek javen prostor, tukaj imamo izključno samo individualne obravnave oziroma v manjših grupicah, zaprtega tipa čistko, da res ponujamo poleg vsega tudi veliko zasebnost. Ja, koliko časa je to že tvoj drugi oziroma prvi dom? Zdaj, tale gym sva z Mihotom, se pravi, tale projekt sva z Mihotom skupaj štartala proti koncu leta 2019. Pa že, pol Tako da, desetletja. ja, zdaj ta čas kar hiter mineva, sploh v času tiste tistega čudnega obdobja, ki nas je, ki ga sploh ne bom poimenoval, ampak je bil zelo kaotičen. Tako da res, glih dobro smo zaštartali s prenovo, z vsem, s celo idejo in nas je pol so nas hotel zapreti, pa jim ni uspel. Smo se dobro borili in smo prebrodali, bom rekel, eno najtežjih preizkušenj, tako da ja, 2019 je bil nizki štart. Prej sem imela z Mihom vsak svojo individualno zgodbo, pa so pa združila ideje in šla skupaj v ta projekt, tako da so far so good. Odlično. In tole snemava decembra, je tako gre? Veseli december. Veseli december. Mečkam so gubice, malo smo neprespani, prežurali, ne se ne. Veseli december, pa tudi čas, kaj za obljub. Absolutno. Absolutno. Če se pa česa veselimo, se pa novoletnih za obljub. V bistvu čakamo tistih 364 dni za to, da prije en dan, ki si bomo dali pa za obljube, ker od tle naprej pa vse drugačne. Ej, a če pa razpucati mi dva malo to temo, tematiko, za obljube. Kaj tebi pomeni beseda za obljubo? Kako si jo ti razlagaš in pa do katere mere se je ta pojem v zadnjih letih, desetletjih, lahko že skoraj rečem, kar malo zlorabo. Zdaj, če vzamem samo za obljubo, je full fajn, zato ker se mi zdi nujno oziroma vsaj zaželjeno, da si sam pri sebi daš neko za obljubo, nek cilj, neko idejo, nek izziv, ki ga pač hočeš speljati, ker boš mogoče prioritete obrnil do te mere, da boš to svojo za obljubo probal izpolniti, ne. Kle pa pridemo do problema, je pa ta novoletna zaobljuba. Ta predpolna novoletna hočeš reči. Ta novoletna, pa začinke, to je absolutno neka besedna zveza, ki ima nek tak težek pomen, zato ker veseli december ga bomo vsi biksali na polno, srali kakorkoli, ne bomo se držali nobenih pravil, pol pa s 1. januarjem bo pa absolutno črta in bo vse drugače. No? Tako da, ja, jaz sem zelo nenaklonjen novoletnim zaobljubam, zato ker ne podpiram tega, da čakamo nek prelomni datum, neko mejnico, ki bomo pa mi zdaj vse na glavo obrnili, pa bomo naredili drastično spremembo. Ker če smo čisti iskreni sami do sebe, če ti si pripravljen nekaj zase narediti, pa če imaš neko idejo, željo, plan, kakorkoli, to narediš danes, to si naredil včeraj, to narediš jutri, vse nima veze, je to zdaj 12. september ali je pa to ne vem kjer datum. Ker odločaš se in od tle naprej greš. Zakaj bi zdaj čakal nek prelomni datum? Zakaj bi? Ja, razumem, da je veseli december, pa da se veliko nekih dogodkov, ampak tudi, če si, bom rekel, zelo zavzet za gre, če si iskren do sebe, pa če si dosti odločen, boš tudi ta veseli december izžurkam pa z vsem skupaj speljal normalno. Se pravi, ne rabim jaz zdaj 1. januarja čakati, pa da bom zdaj
do 6. januarja full nedeljo, 7. januarja bom že začel popuščati. Ne? Ampak kjerkoli datum je boljši. Ampak kljub tem vsem nanizanim modrostim, verjetno k tebi vsak let, zdaj mogoče, ne vem, že decembra ali pa januarja pride k tebi, ne vem, toliko in toliko strank, vadečih, željnih spremembe z neko samo zaobljubo oziroma novoletno zaobljubo, ki so si jo sami zadali. Veš, kaj bom rekel? Kakšne so te zaobljube, pa kako stranki ti razložiš, a je to tudi tebi kot trenerju, a je tvoja vloga, da ga ti glede tega malo prizemljiš, da mu na pravilen način urišeš, kaj zaobljuba sploh pomeni? Oziroma ena telesna preobrazba v bistvu. V bistvu, ful dobro vprašanje na mestu. Zdaj, prvo, če se dotaknem čiste prve teme, ki si omenil, do nas, ali pa vsaj do mene, hvala Bogu, ni več toliko, ne pristopa več toliko strank s tem z novoletnim zaobljubom, oziroma ni tega ponovoletnega navala, zato ker naša zgodba, tako kot sem že v štartu rekel, je dost individualno nastavljena in naši vadeči, se pravi te, ki z nami trenirajo, so to že dolgoletne stranke. In mi zelo baziramo na tem, da gradimo to zgodbo, se pravi, da ni ups and downsom preveč, ampak da je to neka kontinuiteta, se pravi neka ta osebna higiena, ki ti na dolgi rok skrbiš zase. Se pravi, imamo zelo malo teh padalcev, če temu tako rečeva, ki pridajo zdaj 1. januarja ali pa malo pred poletjem ali pa kakorkoli. Ali lahko rečeva, da zaradi tega, svojega prizadevanja, je teh vedno manj? Tako, zato ker, bom rekel, naše stranke, naši vadeči se zavedajo tega, da je to pač celoleten ali pa življenjski projekt. Se pravi, ti moraš na sebi delati skozi. Seveda je nek odstotek povpraševanj, ki se zgodi na te prelomne datume, ampak v primerjavi z nekimi javnimi fitnessi, kjer je teh padalcev veliko, ker je naval ob teh datumih, je pri nas, hvala Bogu, tega se to zelo umiril in je zelo taka neka lepa konstanta, da tisti, ki so prišli, tako kot sem prej rekel, 12. septembra, so tudi 12. februarja še zmeraj v akciji. Zdaj, kako tem, ki pridajo na nov, razložiti, jaz mogoče kar mečken na krut način, oziroma na krut. Je krut, pa ni krut. Resnicoljuben, mogoče. Iskren. Ja. Se pravi, jaz vsakmu probam že na začetku, na prvem razgovoru povedati, da če hočeš ti nekaj dobrega, nekaj kvalitetnega zase narediti, boš o tem mogel razmišljati dolgoročno. Se pravi, to ni zdaj projekt, ki ga boš furil mesec, 2, 3, ampak je to projekt, ki ga boš furil 10, 20, 30, 40 let. Ne? Ni zdaj treba, da je to z mano kle v mojem džimu, na mojih treningih, kakorkoli, ampak če si se ti odločil za neko telesno preobrazbo, če si se ti odločil, da boš nekaj spremenil, razmišljiš že danes, da je to življenjski projekt. Ker kaj, tvoje telo ne rabi zdaj samo 3 mesece vadbe, pa treninga za moč, pa nekega mobilitija, pa nekaj uravnotežene prehrane, ampak tvoje telo to rabi vedno bolj, vsak dan bolj to rabi. Starejši, ko si, bolj to potrebuješ. Ne? In ja, na začetku vam že povem, če se bova midva odločila za neko sodelovanje, se ta pač treba zavedati, da je kot prvo, kot je to neka investicija, tako finančna kot časovna, treba bo mogoče malo prioritete obrniti na glavo, pa nujno se treba zavedati, da to je dolgoročni projekt. Jaz osebno ne ponujam 3-tedenskih čudežnih preobrazb, paketov, prehranc, unega, tretjega, ampak ja, mogoče 3-letne. No. In po tvojem mnenju, zakaj toliko teh načrtovanih telesnih preobrazb, vsej telesni preobrazbi konc koncev sledi pa še vse ostalo? Se moraš tudi kot človek, se moraš spremeniti, se moraš upgradati, sledi tudi duhoven aspekt lifea ali pa mentalen pa tako naprej. Zakaj misliš, da je toliko spodletelih teh zaobljub planov o telesni preobrazbi oziroma preobrazbi vsak dan, tako po moje je v prvi vrsti zato, ker smo zelo neočakani. Danes današnji tempo je absolutno zelo naspidiran. Na vsakem vogalu ti ponujajo neke bližnjice, neke čudežne bombončke, zvarke, aplikacije, ne vem kaj še vse, samo zato, da bi nas spodbudili k nekemu nakupu, nekaj, kar je v osnovi že vnaprej čisti fake. Ampak ja, štartamo s tem, štartamo zelo neočakano. Se pravi, mi bi, ne vem, zdaj 20 let nismo naredili zase nič, zdaj bi pa v enem mesecu imeli mi čudežno preobrazbo. In ker telo, jaz temu rečem, je zelo sofisticirana mašina, pa ni neumna, ne?
Ja, do neke mere ti bo dal na začetku ti spuška, bojo kilce padle dol, se pravi, itak bomo najprej zgubili veliko vode, pa veliko mišične mase, maščoba bo ostala, ampak na vagi bo to absolutno pokazalo že v prvem mesecu 2-3 kg manj in smo mi zdaj juhu. Pa se pa ta zgodba ostal, ne? Se pravi, zdaj pa od tle naprej boš pa ti mogel se mečkam bolj resno lotati, pa mečkam bolj nek koncept nastaviti in se telo začne drugače odzivati. In ker ni več teh hitrih rezultatov, padamo nekako nazaj v tisti svoj počas ritem. Motivacija, tista začetna. Je pa tako, kot sem že v štartu rekel, se pravi, moraš prioritete malo spremeniti. Se pravi, moraš svoje navade spremeniti. Res moraš več gibanja umestiti v svoj lifestyle, zato ker danes je veliko sedečega dela, veliko nekega stresa, veliko imamo hrane na dosegu že iz kavča prek nekaj naročanja interneta. Se pravi, to gibanje so nam zelo odvzeli in v prvi vrsti gibanje moraš spraviti nazaj v svoj lifestyle. Mogoče je zelo fajn, če imaš tudi nek support bližnjih družine, kakorkoli, se pravi, če imaš ti zdaj namen, da boš nekaj spremenil, da tudi, ne vem, tvoj partner zdaj nakupuje nekega džanka, ki ga imaš skozi pred sabo in je, bom rekel... Okoliš prilagodiš. Okoliš, ja, se pravi, treba je mogoče mečkam bolj celostno se lotiti, mečkam bolj celostno pogledati celo zgodbo, da boš ti lahko ta projekt speljal. Pa odmerjati pomal, ne? Zelo smiselno je delati res manjše korake, manjše spremembe na dolgi rok. Zato, ker jaz nikoli ne prakticiram tega, da nekdo, ki prije k meni prvič na vadbo, da mu zdaj naredim nek brutalen plan treninga in istočasno brutalen plan prehrane in istočasno ne vem še kaj, se pravi, probam te spremembe, da so čim manjše in čim bolj, da se uvajajo počasi, zato da se ti lahko prilagodiš, adaptiraš, da jih sprejmeš, se pravi, da postane to nek tvoj lifestyle, ki ga boš lahko dolgoročno furil. In po tvojem, pa po vseh tvojih izkušnjah, kolikim ljudem, kolikim odstotkom res uspe narediti preobrazbo? Prvi vrsti telesno, pa tako, kot so prej rekla, verjetno, komplet preobrazbo. Zdaj, v kolikih odstotkih bom to zdaj težko komentiral. Zdaj, če gledam našo zgodbo, ker mi smo vseeno mogoče res malo drugače nastavljeni od neke klasične fitness industrije, bom rekel, te, ki pridejo k nam, že je absolutno je drugačen mindset. Se pravi, pri nas imamo tudi, bom rekel, mečkam bolj to zrelo populacijo, mečkam populacijo, ki se zaveda že, kaj pomeni healthy lifestyle, oziroma imamo dosti od poslovnega segmenta, kjer se oni zelo zavedajo, da morajo investirati vase, v svoj zdravje, v svoj mindset, da bojo lahko tudi poslovno dobro funkcionirali. In tukaj pri nas, bom rekel, je ta odstotek kar zelo visok. Pa ne gre vedno za neko telesno preobrazbo, ne gre za neko preoblikovanje, ker nam ni cilj, da je izgled na prvem mestu, ampak da je, bom rekel, počutje zdravja na prvem mestu in je izgled samo posledica. Jaz ne rabim zdaj nekoga cilj, da bo zdaj ne vem kaj naredil pri prehrani, kakorkoli, če je njegov cilj samo, da se bo boljše počutil ali pa da bomo več kondicije, da bo lažje v hribe hodil, smučal, kakorkoli, pa je čisto zadovoljen s svojim izgledom. Pa tudi, če mogoče to ni zdaj po nekih teh standardih, ki se zdaj pričakujejo od ne vem kaj, čeprav ti standardi danes so velike ritke, drug teden so majhne ritke, gor dol. Ampak res, izgled ne bo samo posledica. Tako da pri nas, hvala Bogu, velik odstotek je teh vadečih, ki dolgoročno furajo, ki dosegajo svoje cilje, rezultate in se to odraža pol na vseh področjih. Se veliko ukvarjate s tem aspektom, s tem pristopom, psihološkim? Verjetno tudi pogovarjate. Definitivno je ta... Dajete poudarek na temu. Definitivno je ful veliko neke psihologije v zadnji, se pravi. Zdaj, če bi gledal, koliko je zdaj neka vadba, pa neka psihologija, bom rekel, je po moje kar tam, zato ker ne moreš ti zdaj nekoga, da ne razume, da ne začuti, da ne razpuca tega sam pri sebi, zakaj on to rabi, zakaj si on to želi. Jaz nočem, da nekdo tukaj hodi zaradi mene, zato ker bom jaz težil, pa zdaj ti moraš trenirati, zato ker sem ti jaz tako rekel. Ti si tukaj zato, ker ti želiš. Se pravi, ker ali te je zdravstvena situacija prisila do tega, ali si sam dojel, ali kakorkoli si imaš neke situacije v življenju, ki so ti dale malo misliti, pa si zdaj to zadevo pripeljal tako daleč, že boš majčkeno spremenil. In tukaj je vloga nas trenerjev, ključna vloga je nas trenerjev tudi, se pravi ta psihologija, empatija, da človeka slišiš, da ga razumeš, pa po drugi strani
da mu tudi ne ugajaš preveč. Doskrat je mogoče napaka nekih trenerjev, da bi za vsako ceno samo zato, da bojo v dečka obdržali, kakorkoli mu bojo ugajali na 1001 način. Ne, včasih rabijo trdo roko, včasih rabijo mogoče neko iskreno besedo, ob kateri se ne počutiš najboljš, pa v tistem momentu bo mogoče malo, ne, ampak dolgoročno boš pa naredil veliko več koristi s tem in zasadil nek seme, iz katerega bo mogoče kaj zelo koristnega zrastel. Cool. Torej, novoletne zaobljube, ja ali ne po tvojem, oziroma v kakšni meri, na kakšen način? Ker smo, v tem cajtu. December je, januar pa pred vrati. Ljudje se bojo s tem vprašanjem ukvarjali. Vsak mora sebe toliko poznati, da ve, ali pa ne bo do sebe toliko iskren, da ve, koliko ima, po domač povem, koliko ima jajc, da bo ta projekt speljal. Zdaj, jaz vsakmu rečem, stestiri se na ta način, da si postal, ne vem, novoletno zaobljubo na 13. december. Dokaž samo sebi, dokaž drugim, da ti ne rabiš 1. januar, ampak 13. december ne bo prelomen, ker 12. se boš mogoče še nažvižgal ka aksa tam na eni žurki, 13. boš pa se zbudil s tisto težko glavo in rekel, zdaj pa kle dost, zdaj pa moram nekaj spremeniti. Ne bo ta novoletna zaobljuba, ali pa bi raj rekel, ne novoletna zaobljuba, ampak celoletna zaobljuba. Celoletna zaobljuba. Veš? Ja, sej nič narobe, sej so ljudje, ki se res naredijo to novoletno zaobljubo in se tega tudi držijo, spelajo. Ampak to je majhen odstotek. Velik odstotek je pa teh, In en predstavnik tega majhnega odstotka, nama bo pa zdajle družbo delo. Na tvojo željo, tvojo idejo v bistvu bo zdajle se pridružila tej debati ena tvoja stranka. Tale gostja, ki se nama bo pridružila, v bistvu ne izhaja sicer iz... Zato so tri navidezna gostja. Ne izhaja v bistvu iz novoletnih zaobljub, ampak midva sva dolga leta nazaj, jaz sicer nimam dobrega občutka za čas, ampak mislim, da 7 let plus nazaj, so se pač v enem izmed fitnessov srečala naključno, ki je imela pač težave s kolenom. Se pravi, bila je prekomerna teža, bila je neprimerna skrb za svoje telo in vse ostalo in takrat so se srečala na temo kolena, kako pač zadevo rešiti, pomagati, se izogniti operaciji in od tam naprej se je zgodba zelo drastično, zelo zanimivo, zelo uspešno razvila in z veseljem povem, da ona je za moje pojme idealna ambasadorka tega, kaj se da narediti, če si vztrajen, če malo prioritete prilagodiš, če borbaš, če znaš stisniti zobe, pa predvsem, da si discipliniran. Se pravi, ne da imaš samo motivacijo, ampak da imaš disciplino. Tudi kadar ti je težko, tudi kadar ni vse idealno, prideš, borbaš, grizaš, no matter what. Enkraten zgled za vse nas. Tako, definitivno. Enoč pa je pa kar povaba k debati. Najboljš, ne? Ja, Mateja, dobrodošla. Živjo. Okroglo mizo. Ne bo okrogla, oziroma bo tudi govora o okroglem. Pa hvala tebi, Grega, da si jo uspel prepričati. Z veseljem, da ni zmeraj fokus samo na mene ali pa na trenerjih, ampak da imamo dejansko pred očmi primere v živo, da ni samo teorija vedno. Tako da lepo, da si se odzvala. Ne, sej z veseljem drugače, ja. Rada delim pač to svojo zgodbo, če še komu prav pride. Sej, začetek lahko poveš, kdaj sta se v bistvu vidva prvič srečala? Kako je to? Z Gregotom sva se srečala v Kamniku in to prvič je bilo 2. novembra in to je že 10 let od takrat. Ampak takrat nisem še z njim začela. Ampak sva se sam srečala v tisti majhni sobci, kamor ste delali meritve v Kamniku. Ja. Drugač začela skupaj sva pa 8 let nazaj. 8, no za en let sem falil, ja. Bo 8 let. Bo, če bom še živ. Pa jaz tudi. Aha, se pravi, toliko daleč nazaj sežete. Ja. To je tisto, kar sem ti govoril, to so te dolgoročni projekti, ki pa prinašajo rezultate. A se lahko dotaknemo tistega obdobja pred tem? Ja, lahko. Ne vem, tvojega vsakdana, življenjskega stila, pred tisto točko, glavno točko odločitve, da pa boš nekaj naredila na sebi, da moraš nekaj narediti na sebi in šla v akcijo. Se to ni bila odločitev v enem dnevu,
Jaz nekaj kil... Če boš imel kakšno podvprašanje, samo vodi. Pomagaj. Ja, in tudi pomagaj dodati kaj, ker se veš. Jaz sem imela 20 let nazaj, oziroma še več, 25 let, 120 kil. Te kile so z začetkom, ko sem začela delati, so te kile malo izvenele. 120 kil. Koliko si pa visoka? 165. 165. Ja. Krat 2. Mislim, krat 2 so pa kile. Ja. In ko sem začela delati, to je bilo na faksu. Na faksu sem imela največ kil. In pa ko sem začela delati, so kile malo začele plahneti. Pol to 10 let nazaj je pa Bodifit iz Kamnika delal reklamo Fit mesto, nekaj tašnega bila akcija. Ne bomo preveč reklame delali. Aha, okej. Ja, no, in pač sem tam začela, mislim, da z enomesečnim nekim tam treningom. In pol sem sama delala in pa sem poškodovala koleno in pa sva se pa midva srečala. In tle se je pa začelo pol dejansko, mislim, da sem Kako je pa prišlo do poškodbe kolena? Sem pa... Zaradi prekomerne teže? Verjetno to že prej. Ja, pa sem pa jaz to v prvi fazi, ker nisem nič drugega delala, sem tekala. In to je bilo verjetno... To, veš, s tisto težo, to, kar znaš, sem znala, kaj drugega ne. To je zelo dobra istočnica, samo to, da povem, veš, zelo velik odstotek vdečih, se pravi, teh s prekomerno težo, je prvi korak naredijo, zdaj bomo tekali. No, ja, to je prva napaka, druga napaka, ki pa je pač nek ta pristop, se pravi, neko dejansko strokovno vodenje vdečega do tega, da bo, kjeri so oni ta pravi koraki. Zelo velik odstotek je teh novoletne zaobljube, gremo v fitness, ne ve, kaj delati, nima izkušenj s tem, kaj delati, nekega pristopa trenerjev, svetovanja osebja ponovadi ni, oziroma je to zelo tako površinsko, povšalno in so načeloma dosti prepuščeni sami sebi. In pol v kratkem času lahko naredijo več škode, kakor koristi. No, to sem verjetno jaz pač naredila. V fitnessu sem se pa itak zaradi svoje teže, zaradi vsega tistega, ki se v fitnessah dogaja, pač, ko vi sam vse trenerje, vse mišičasto, še toliko bolj te pol odbija, če si tašen, kakor si. Ja, tako da, pa sem začela pa z njim delati, zdaj pa pač ne bi mogla brez tega več. No. Ampak to je bila velika sprememba. Koliko odpora je bila na začetku, kljub tvoji odločitvi? A veš, tisti prvi dnevi, tedni na fitness, ki prej tega nisi počela? Nisem odpora. Kako si samo sebe prepričala? Prepričala, to me je mož upisal. Pa ne zaradi tega, da bo on lih želel, da jaz bi se nekaj zdaj shojšala in izklesala, ampak tukaj vedel, da si jaz želim tega. In strah me je bilo začeti, ampak pa sem pa tja prišla nekako, veliko je bilo tam takšnih, kot sem jaz. No. Tako da ni bilo, da si padel noter med same neke mladenke izklesane. Stereotip o fitnessih se ti je takrat mečkin razblinil. Ja, in zdaj pa sploh. In kako ste začela pol z vadbo? Da je šla stvar lepo... Mislim še tu, da sam, preden ti začem, ko sva midva začela. Jaz sem tam po fitnessu vadila sama. Nisem imela, non-stop me je popravljal. Po eni strani mi je šel zelo na živce, zaradi tega sem uhajala z drugačnih razlogov. Po drugi strani, ko sem ga pa videla, ki je druge treniral, sem si pa želela z njim trenirati. Ampak ne bi mu upala sama reči. In pa sem to tam javila na recepciji, da bi rada in sem si želela njega, po eni strani pa ne. Ampak hvala Bogu, da si me takrat ti vzel. Po eni strani, tako tisto, kar sem že prej omenil, pač treba mi je tudi toliko empatije, zdaj, če delaš v nekem javnem fitnessu, kakorkoli, ali pa če delaš v privat zgodbah, moraš biti toliko pač se zavedati svojega poslanstva in tega, kar delaš, da če vidiš nekoga, da nekaj ne dela v redu, da se ne znajde kakorkoli, da tudi če pač to ni tvoja stranka, da še vsem prestopaš zraven, popraviš, usmeraš, probaš pomagati, kakor je pač možno, ne da samo, da si zaplankam, pa vidiš samo, ne vem, moja stranka dela v redu, ta zraven kle si bo pa, ne vem, naredil več škode, kakor koristi. Tako da sem jaz skozi res mečkan sekiral pa bockal, da je pač treba dati veliko poudarka na
na to, kaj delaš, pa kako delaš. Ja. Ampak našel mi je na živce. In v štartu je to bilo kaj, enkrat, dvakrat na teden? Koliko pogosto si hodila? Mislim, da sem 2-krat na teden. Da sem v začetku, pa sva pa mi 2 zvečerila, sva pa tudi 2-krat, pa 3-krat. Zelo je smiselno, da ne daš zdaj ves poudarek samo zdaj na fitness, samo na trening. Se pravi, ni zdaj fitness alfa in omega vsega. Se pravi, ona je dosta aktivna tudi izven fitnessa. Se pravi, veliko je hribov, veliko je nekega gibanja, služba je zelo dinamična, aktivna, stoječe dela, fizično dela. Se pravi, ti moraš v enačbo vzeti vse to. Se pravi, nekdo zdaj, ki je v pisarni cele dneve, valjda boš mogoče pa ne vem, priješ šele zvečer domov tema, nima neke narave, nima dosti gibanja, boš mogoče ga več usmeril v treninge gym. Nekdo, ki je pa aktiven tudi v zuniji, kakorkoli, pa ne rabi zdaj vsak dan kle v fitnessu. Ne? Se pravi, boš kle naredil en del te zgodbe, te enačbe, moč, rehabilitacija, kakorkoli, vse ostalo pa naredi tudi lahko izven gyma, ne? Tako da moraš vse skupaj malo Rekel si hribi, pa hribolazenje pa to. Si to počela že prej? Ali si želela početi, pa nisi mogla? Saj ne v taki meri, ki si... Ja, preden sem začela tudi fitness hoditi, sem tudi hodila v hribe, ampak zdaj toliko z večjim veseljem, z lahkoto. Pa je bil to en del povoda. Pojmo se v formo spraviti, da bom, ne vem, lažji... Nisem vedela, da bom tu... Nisem poznala res, kaj s fitnessom, kaj s to vadbo ti dobiš. Ampak zdaj, ko vem, vidim razliko in mislim res... Vse vaje, ki jih tle delam, da moraš kaj delati za noge, ali pa to tle težko delati, ampak pa vidim, ko lazim v hribe, da je to... Pa se je tudi apetit po hribolazenju še povečal. Dodatno. Pa še verjetno za kakšno drugo aktivnost, ne? Izven fitnessa. Ja, no, hribolazim tu največ, polk je malo potečem še zmeri, sicer bolj po gmajni, ne po asfalti. Na kolo grem tudi rada. Tako da slovenskih hribov je že zmanjkalo za njo, tako da so zdaj že v tujino odpeljali. Ja. Pohval se za svoj rojstni dan, kakšno darilo si dobila? No, jaz sem letos imela 50 let, ja. In, čestitke. Hvala. Za darilo so mi moji doma zrihtali vodnika v hribe, Marijo Štremfel ali pa Andreja. Zbrala sem si pol Marijo, no, in smo šli na Großglockner. Ja. Tudi za tega sem si mislila, da nikoli nam prišla na vrh, ampak ja. Ena stvar je vodila k drugi. Je v bistvu mogla vodnike čakati skozi, da so jo dohajali. Ne, tu ne je šlo. Pa jaz sem dva vodnika še gor. Ona pa že gleda govori. Ne, tu ne je šlo pa pač ja. Kaj gazelca. No. Pa če se vrnemo nazaj, kaj te je še motil? A veš, ker zdaj iščemo res tisti srž, a ne, razloga za spremembo oziroma za telesno preobrazbo. Kaj te je motil na sebi? A samo to, da nisi mogla recimo hripiti, kakšne so bile še une? Vse, jaz ne samo hrip, jaz, da moram reči v času faksa, zame je bil podvih prideti na Ljubljanski grad. Ja. Pa nisem tudi, da nisem mogla prijeti, ampak vse, kar sodi zraven nekoga, ki je debel. Vse željuke, vse že prej to, in vsem tam se spopadati. No, to je bilo mogoče še, mislim, zato sem najbolj vesela zdaj, da tega ne rabim več prenašati. Mislim, tako, no, nekako. Je pa res, da takrat, ko je Grega naredil prvo objavo z mano, ker sem mogoče mislila, da sem to že malo predelala, pozabila in tako, ne. Takrat se pa spomnim, tudi zdaj sem še enkrat to predelavala, da me tudi, takrat mi je čist spet vse pretreslo, vse to za nazaj, res, kaj si dal čez, koliko enih zbadljivk, koliko enega poniževanja in tako, ne. Tako da sem pa šele videla, ja, da me to res težilo. Ja. In spet se kle vračamo na psihološki aspekt, veš, ne samo videz, ne, ampak moraš ti te svoje travme predelati, jeti čez določene stvari, izdelati nazaj svojo samopodobo, se pravi, ful je ta psihološki dejavnik res zelo ključnega pomena. In tudi, tako kar rekla, jaz znaš včasih izpostavamo določeni situaciji, zato da
osebnostno se dvigne z dosti. tistega papela ven, ker vem, da to ima oseb, ker je zelo lep primer, ampak še zmer je pa problem tisto samo podobo, pa ne, pa gor dol. Z veseljem te izpostavim v objavi, če se seveda strinja, nikoli nikogar ne, če mu ni do tega, ampak je zelo lep primer, kaj se dejansko da z to vztrajnostjo in odločitvijo, kaj se da narediti. Predvsem pa z vztrajnostjo. Tu se mi zdi, da on doskrat stopi tako za mano, oziroma da me povzdigneš, ali kako ne rečem, ker sama nikoli ne bi pač nekaj tašnega naredila, pokazala. Zmer se držim bolj zadnje. Meni se zdi to nujno, da ljudem pokažemo, kaj dejansko se da narediti na nek zdrav, dolgoročni način. Se pravi, brez nekih bližnjic, brez nekih, ne vem, tabletk, karkoli, se pravi, da se da. Navaden smrtnik iz službo, z vsem pač, da kaj lahko naredi, če je pač vztrajen, pa če je odločen. Se pravi, če si da tisto za obljubo, ki ni nujno, da je novoletna, kaj ti smela drugi, mi da so se na 2. november. Najna novoletna zaobljuba bo 2. november. Prej sem razlagal, da ne rabi biti prelomen datum, da ne rabi biti to 1. januar, ampak je, kaj je in takrat se pač odločiš in od tam naprej vztrajaš in se da. In kaj si mogla pol spremeniti? Ena sprememba je bila, ali pa ena novost v tvojem vsakdanu, dnevnem redu je bil obisk fitnessa, več gibanja pa to. Kaj še sledi? Prehrana, pa to pač, da se odločiš, da redno Smela s tem veliko težav? Nekaj mene je tudi tako povleklo, ko sem začela z njim delati. Resno, mislim, meni ne pade na pamet, da ne bi šla kar tako, da bi rekla, da Vsi čipsi pa vse je šlo iz Marvan. Čips, Coca-Cola in vse to, problem so kakšni piškoti še zmeri, ampak drugače, načeloma, ful sem spremenila prehrano. Počitek, spanje? Spanja se itak držim nekako, da spim, ker me tako še šiht, ker sem vrtnar. Tako da zvečer grem fizično precej naporna okupacija. Ja, sem aktivno, tako da spim tle, mislim dovolj dobro in dovolj dolgo, se mi zdi. S spanjem nimam problemov. Predvsem je bila prehrana pa gibanje, Prehrana pa gibanje, pri njej je tako, da ima trening, po treningu gre vrtnar na šiht, potem za sproščanje gre pa na Glosgrogna, ni tako, Pa je to res, sem slišal to že iz Arihust. Par verov, Res, ne vem odkje. Da si prava mašina, to sem slišal. No, hvala. Pač moje delo je tašno. Odzuni fizično, tako da moram tu komponirati v ves ta del. Klej bi se rad dotaknil tudi tega, nekaj dostakrat pravijo, pa zakaj bi zdaj v fitness hodil, vse imaš vzun nivo, pet na nivo pa v ždelu. Sprav, Mateja, lep primer tega, da fizično zelo aktivna služba, vrtnar, veš, da je praktično skozi naporno, ampak če hočeš ti kvalitetno dobro upravljati svojo službo, moraš delati vaje za moč, moraš delati vaje za stabilizacijo trupa, za hrbtenico, moraš delati na vzdržljivosti, moraš delati na vseh teh segmentih, zato da si tudi na ostalih področjih lahko funkcionalen in uspešen. Sej super, ti si lahko delaš na nivi, ampak to nima veze zdaj s tem, kar dejansko boš delal pa v sklopu treninga. Pa bi delala to, kar delaš v nasprotnem primeru? Kako Če bi pač furala svoj življenjski stil pred 8 leti, 9 leti, še naprej. Če bi delala svojo službo? Če bi vrtnarla, Vrtnarla se pa spomnim, tudi bilo je zelo na začetku, ko sem prišla po nek viht in sem bil kilski, dvokilski, kar tako na polno dvigne, mislim. In me je že takrat opozoril, kako se dviguje. Sem nekaj, to kilo pa že dvigala. Tako, ker boš to kilo dvigovala, tako boš dvigovala tudi pol, ker boš 10 kilo ali pa žakelj zemlja, ki taš. In pri tem sem zdaj zelo striktna, da dvigujem pač pravilno. Si bolj z glavo. Tako, In še imaš kakšno drugo stvar, delam zdaj ne na silo, vem, kako treba narediti. Se uspešno izogibaš morebitnim poškodbam ali pa... Sedim tako in pazim,
Pa tudi koleno, no, če izhajamo v štartu, glede na to, da so se... Svetla začela midva nekako, ja. Smo koleno zelo uspešno, brez operacije, brez operacije sanirali in takrat služi, so mi zdravniki brez operacije rekli, ste zrihtali. Imela sem samo to, kako se Križno reče? res? Ne. Obrabo hrustanca pa z meniskusom, ampak so mi pol obljubljali umetno koleno. Ampak no, še zmeraj imam svojega. Ne rabimo glih, ne rabimo Takoj na prvo žogo, ne. Ne rabimo glih kirurgu, imamo dovolj Pri 40 letih ne rabimo, če res ni nujno umetnega kolena. Se da to tudi drugače rešiti. Absolutno ne z mirovanjem. Ne, z mirovanjem pa res ne. O tem veliko poslušam zadnje čase, tako dosti podcastov poslušam, pa to, pa so dostikrat napotila, nasveti doktorjev naših, ne samo naših, tudi izven. Obmiruj, počivaj, itd. Gibanje se sploh ne omenja, ampak skoraj vsak, ko naredi kontra, pa z nekim znanjem, pa to je veliko hitrejše regeneracije, veliko prej, hitreje se spet spravaš v pogon in tako naprej. To je tudi en tak mit, se mi zdi. Ta zgodba je tako zelo dvorezna. Jaz po eni strani razumem zdravstvo oziroma zdravnike, ki ti pa svetujejo mirovanje, zato ker mogoče je bolj, da miruješ, kot da delaš nekaj slabo ali pa narobe. No, tako, Se pravi, on mogoče izhaja z te varovalke, da dajmo ga tamle sedeti, zato ker on se ne more ukvarjati s tem, kaj boš ti zdaj delal, ko boš ven iz ordinacije. Ne? Po drugi strani pa tukaj, pustimo zdaj zdravstveni sistem, se ne bomo zdaj dotikali tega, pa kdaj priješ na vrsto za fizioterapijo, ker so to pač postopki, ki so absolutno predolg trajajo in ti izključen čas zamudiš za rehabilitacijo. Klej bi mogoče pa malo vsem položil to odgovornost na nas sami oziroma na pacienta, kakorkoli, da se zaveda, da bo mogel poiskati neko pomoč strokovno, kakorkoli, glih za to, ker tako, kot si rekel, se pravi, to mirovanje je lahko v veliki meri bolj škodljivo, kot koristno. Se pravi, mi moramo se čim prej spraviti v gibanje, čim prej se moramo dotakniti nekih vaj, postopkov za rehabilitacijo določene poškodbe, ker le na ta način bomo res bistveno pohitrili to regeneracijo, rehabilitacijo in bistveno bolj kvalitetno bomo to tudi rehabilitirali. Ker zdaj, ne vem, če imaš ti 2-3 mesece po poškodbi čakaš, ležiš doma, da boš prišel na fizioterapijo, si velik del tega že zamudil. Tukaj je res mogoče fajn poiskati ali trenerja, fizioterapeuta, kineziologa, kogarkoli, pač si poiskati eno pomoč. Kakšno je pa zdaj, recimo, tvoje napotilo za življenje, ki ga sama upoštevaš, pa bi ga mogoče tudi z našimi gledalci, poslušalci podelila? Mislim, napotilo težko, zdaj mislim, dam neko pametno stvar. No, ampak imaš nekaj sama pri sebi, če se lahko upreš z nekih, ne vem. Ma nič noga nam povedala. Nič hudega. Ja. Kjer je stvari čisto nove. Kaj bi sama sebi rekla, zdaj, če bi se srečala izpred 10 let? Ali pa to, ja. Takrat, mislim, če bi se še zmer čutim uno Matejo izpred 10 let in vesela sem, da je zdaj ta Mateja. Mislim, ker lažje življenje, celo je lažje, kakorkoli vzameš, si bolj sprejet v družbi. Debelost je še zmeri, se mi zdi tako. Neka stigma, ne? Ja. Ma ne vem, kaj pametnega reči. Pač jaz se zdaj pri 50-ih počutim... Ne, tako je rekel Grega, kaj bi sama sebi rekla? A bi sploh kaj rekla? Ne, Mateja, dobro, da si se tega lotila, da se odločila, mislim, da ti je ratelo. Ja. Ne vem, kaj drugega pametnega reči. Skratka, poti nazaj ni več, ne? Upam, da ne. Če bo Grega še za daš časa vztrajal tle v fitnessu, pa mislim, da... Če ne bom jaz, bo pa kdo drug. Ne vem, ne tlem pa moram reči, da ne vem, če bi s kom drugim lahko... Se pravi, kakšen odpor sem imela do fitnessa in pa zdaj, kako sem se navadila, težko bi zdaj nekomu... Ja, kar povej. Nekomu drugemu spet vse to zaupala in se sama sebi zaupala. Ker tle mi dva se mi zdi, da sva se že, mislim, da on mene pozna v nulo, kar se tega tiče. Ne? Pa si še koga drugega navdušila na podlagi svojih izkušenj? Da bi prav rekla konkretno,
ne vem, tako vsak ti reče, super si, bravo tebe, hojiš tako, ne? Da bi pa prav konkretno koga navdušila, ne vem. No, klej jaz lahko povem, glede zato, ker naredim večkrat te objave z nekimi rezultati, z nekimi realnimi cilji, dobim zelo prvo dober odziv, kot drugo pa je doskrat sledi neko povpraševanje, ne, oziroma kako, kje začeti, dobijo malo tiste začetni push, malo informacije, kako, kje, zakaj se sploh lotati. Tako da definitivno si navdušila marsikatera, mogoče ne toliko direktno, ampak jaz tudi opažam recimo zelo velikrat, jaz recimo, ko delam neke objave ali pa pošiljam neka sporočila, jaz to ne delam zato, da bom zdaj tam lajke zbiral, ker res, to mi je res zadnja stvar, ampak zasejaš v podzavest neko informacijo, neko seme posameznikom, ki se mogoče soočajo ali je to telesno preoblikovanje ali poškodba, kakorkoli, pa ne bo danes, ne bo jutri, ne bo čez en mesec te kontaktiral ali pa lajko ali pa karkoli, ampak bo mogoče, ne vem, čez pol leta, ko bo dozoru, da je pa zdaj res čas, da bo nekaj naredil, ko bo prišel do novoletne zobljube 6. aprila, ne? Da takrat pa se spomne, ne vem, ali bo mene kontaktiral, ali bo pogledal objavo od Mateja, kakorkoli in bo naredil prvi korak. Ne, se pravi, ima pa v podzavesti že mogoče njeno zgodbo ali pa zgodbo kakšnega drugega, kaj dejansko se da narediti. In to je tudi ta mogoče dolgoročna inspiracija na nekoga, ki ni z danes na jutri. Ja, in ker res pač nek primer z imenom in priimkom, ker zdaj vidiš po spletu vse sorti, ne? Tle jaz res pač konkretno, no to zmeraj rečem, če meni ratalo, pač verjamem, ker sem res začela iz nule, nisem imela pojma ne od telovadbe, ne od teku, nič, no. Jedla sem na polno, to je bilo vse, kar sem znala. In ja, to rečem, če meni ratalo, gotovo rata še mrskomu drugemu. Pol tvoj nasvet je ziher, pa je to v akcijo. Ni drugo. Jaz sem, se pravi, jaz sem stala pred vrati, pa se bala stopiti v fitnese, ne, oziroma sem se jih izogibala. Ampak ja, enkrat moraš to presekati. Moraš iti čez to, ne? Ja, čez to. Ej, Mateja, najlepša hvala za obisk, ne da nima to hudo. Upam, da ne, to bom pa povedala, ko bom videla, kaj smo posneli. Ja. Grega, v tebi tudi. Ja, kakšna zadnja zaključna misel? Pa zadnja zaključna misel, se veš, še skozi kaj pametujem, ampak ja, dajmo, če sva začeli z novoletnim zaobljubam. Ja, naj bojo, no, tako kot sem že v štartu povedal, naj bojo za obljube predvsem sami do sebe, iskreni boste sami do sebe, ne odlašati, res, loči se čim prej, pa dejansko ti ne bo žal za vsak dan, ki si ga pač izkoristil za doseganje svojih ciljev. Zato, ker se boš čez en let za nazaj pogledal, kaj si dosegel v tem času, ti bo žal, da nisi začel že prej. Ne? In vsak zgubljen dan je pač dobesedno zgubljen. Pa vse, ker pač res imamo čas, ali ga pa nimamo, ne? Ali ga pa zapravimo. Ja, v bistvu je čas, ne, čas. Čas je, bom rekel, ena najbolj dragocenih stvari, ne, se pravi. Zdaj pa kako boš razpolagal s tem? Recimo, da tudi nekaj v takih prostorih, ne? Tudi, dejansko, ja, dejansko. The best. Najlepša vam hvala. No, Mateja, smo preživeli. Moram povedati, da je Mateja to en orenk izziv, strah, kaj bomo zdaj naredili z njene. Nastopenje, pač to je tudi ena stvar. To je še dokaz več, ne, o tvoji personi, pa, vidiš? Neuklonljivosti, vseeno si prišla, ne? Kljub vsem dvomom, strahu. Njemu bi težko rekel, ne vem, bi me zbogli. Mislim, kle v zadju so neke grožnje bile. Njemu ni neja, ja, in bi bilo brez veze, da bi se nekaj ful upirala, ker ne bi ratalo. Glavno, hvala vama, res. Ampak sem pa vesela, ker to je bil moj prvi nastop pred mikrofonom. Definitivno ne zadnji. Definitivno ne zadnji. A mi smo že? Evo, tišina. Lepo se majte. Čau. Vidimo. Čau.